Dober dan. Moje ime je Urška Blaznik, prihajam z Nacionalnega inštituta za javno zdravje in se približno 20 let že ukvarjam s prehrano različnih populacijskih skupin, tudi s prehrano otrok in mladostnikov. Danes bi vam rada predstavila nekaj rezultatov nacionalnih raziskav, v katerih sodelujem, in sicer bom delila z vami mojo prezentacijo, če damo pravo obliko. In sicer je naslov mojega predavanja Različni vidiki prehranjevanja otrok in mladostnikov, od zdravih navad do energijskih pijač. Skratka, na začetku bom povedala nekaj o zdravih začetkih, kje se pravzaprav začne zdravo prehranjevanje naših otrok, kako zdravo se prehranjujejo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, potem nekaj rezultatov prehranske študije S-IMENI, ki jo bom še večkrat omenila, in pa na koncu nekaj o tveganih vedenjih, med katere sem uvrstila energijske pijače in pa alkohol. Kaj so to zdravi začetki? To je prehrana naših dojenčkov in malčkov in seveda želimo si, in tudi priporočila Svetovne zdravstvene organizacije in UNICEF-a so taka, naj mati novorojenčka pristavi k dojkam v prvi uri po porodu in potem naj izključno doji do 6. meseca otrokove starosti. Kaj to pomeni izključno doji? To pomeni, da ne dodaja niti vode, niti kakšnih nesladkanih čajev, niti sadnih sokov, skratka samo izključno doji. Po dopolnjenem 6. mesecu pa naj potem starši otroka postopoma navajajo na družinsko mešano prehrano, s tem, da seveda otroka najprej v prvih mesecih seznanjajo z okusi različnih živil, ki jih redno dnevno uživamo. Vendar naj ob tej dopolnilni prehrani mati nadaljuje z dojenjem in obdobje dojenja naj traja, dokler to ustreza obema, tako materi kot otroku, nekatere dojijo do 2 let, nekatere celo več. Tako kot sem že rekla, bom večkrat omenila to našo študijo prehransko, ki smo jo poimenovali S-IMENI, zaradi tega, ker je bila narejena po enotni evropski metodologiji EU-MENI. In to prehransko študijo smo na terenu izvajali v letu 2017 in 2018. Zbrali smo ogromno podatkov o prehranjevanju dojenčkov, malčkov, mladostnikov, ki so pri nas bili otroci od 10. leta starosti do 18. leta, odraslih in pa tudi starejših odraslih, tako da smo jih natančno povprašali, kaj so jedli prejšnji dan in ne samo kaj, ampak tudi kakšne so bile zaužite količine. Pri dojenčkih in malčkih, takrat, ko smo v bistvu snovali to raziskavo, se naši preiskovanci niso še niti rodili, smo pa spraševali seveda njihove starše, kako so potekali tudi prvi dnevi njihovega življenja, in v prvih dneh in tednih je dojenih 90% naših dojenčkov. Potem seveda dojenje upada, ob 6. mesecu je dojenih več kot polovica sicer, 54,6% dojenčkov, vendar od tega izključno, se pravi pod pogoji, ki sem vam jih prej navedla, se pravi, da ne dodajamo niti vode, niti čajev, je izključno dojenih v bistvu približno 5% dojenčkov. Dojenje še potem naprej upada, ob 1. letu starosti je dojenih približno 22,3% dojenčkov in z našo raziskavo smo ugotovili, da v povprečju matere v Sloveniji svoje otroke dojijo 7 mesecev, najdaljše obdobje dojenja zabeleženo takrat v raziskavi je bilo 26 mesecev. Če si želite več informacij v zvezi z dojenjem, v zvezi s prehrano doječih mater in pa tudi o uvajanju in prehodu na mešano prehrano, imamo posebno spletno stran zdaj.net, na kateri najdete številna gradiva v povezavi s tem, in ta gradiva se tudi uporabljajo v šolah za starše v Sloveniji. Seveda prehrana naših dojenčkov se nadaljuje in razvija z uvajanjem mešane prehrane. V naši raziskavi smo videli, da v bistvu je večina otrok do 4. meseca starosti praktično samo bodisi dojena, bodisi se prehranjuje z mlečno formulo, in v bistvu zelo malo manj kot 5% staršev
že ponudi recimo neke okuse zelenjave, sadja, tudi že nekaj kruha, krompirja, ampak to gre res v bistvu za neko zanemarljivo številko. Po 4. mesecu starosti pa otroci že sami nekako pokažejo, da bi si želeli kaj dati v usta, še kaj drugega, ne, kaj poskusiti, sploh če imajo kakšne starejše sorojence, a ne, in vidimo, da v bistvu že 60% mamic je poročalo, a ne, da so otrokom že v bistvu predstavile okuse določenih kategorij zelenjave, pa tudi sadja, nekateri tudi že meso, krompir, vendar je ta odstotek še relativno nizek. Najbolj pestra prehrana, uvajanje najbolj pestre prehrane se začne po 6. mesecu starosti, in takrat v bistvu so praktično uvedene že vse kategorije živil, tudi manj zaželene kategorije, kot so na primer mesni izdelki, opažamo, a ne, sploh v 10 mesecih, pri 10. mesecu starosti in več, potem otrok prehaja na družinsko prehrano in takrat se sreča na primer tudi že z mesnimi izdelki, ki so seveda v prehrani otrok manj zaželeni. Posebej smo se ukvarjali tudi z nadomeščanjem tekočin. Zakaj z nadomeščanjem tekočin? Zato, ker se nam zdi, da so prav tekočine v bistvu prvo vstopno okno za spoznavanje sladkih okusov in za seznanjanje s sladkorjem, a ne, ki ga potem otroci, če se prehitro srečajo z njim, preveč pogosto, kar naprej v bistvu zahtevajo v svoji prehrani, a ne, pa mu sledijo, a ne. Vidimo pravzaprav, da so do 4. meseca starosti najbolj pogosto, če že, a ne, potem se seveda tekočine nadomeščajo z vodo ali pa s nesladkanim čajem. V starosti do 6 mesecev se že pridruži tudi sadni sok, in pa tudi čaj s sladkorjem ali pa medom, se pravi že nekako slajen. Potem seveda se pa v bistvu nadomešča tekočine že z vsemi temi kategorijami, se pravi voda, sladek čaj, nesladek čaj, sadni sok in pa žal se pojavijo že sladke pijače in v starosti 10 mesecev in več, a ne, praktično že slaba polovica naših otrok je že seznanjena s sladkimi pijačami, se pravi s sladkorjem v najbolj taki čisti in najbolj neprimerni obliki, bi lahko rekli. Potem seveda ti naši malčki, a ne, vstopijo v vzgojno-izobraževalne, varstvene ustanove, vrtce, šole in mogoče to premalo poudarjamo, ampak Slovenija je res ena izmed redkih držav v svetu, ki ima organizirano šolsko in vrtčevsko prehrano in temu namenja posebno skrb. To se mi zdi še posebej izkazalo v koronskih časih, ko so starši poročali o tem, da imajo kar težave, a ne, pri tem, da morajo otrokom pripraviti več obrokov dnevno in da morajo razmišljati tudi o tem, da so ti obroki vsaj približno uravnoteženi, da tudi oni v bistvu plovejo med željami otrok in pa nekimi priporočili zdravega prehranjevanja. In zato se mi zdi, da se moramo vsi skupaj zavedati, da gre za neko dragocenost, ki jo lahko tudi v bistvu čez noč izgubimo in jo je treba krepiti in pa ohranjati. Skrbno načrtovana je ta prehrana in tudi ponujena je tako in ima v razvojnem obdobju malčka, otroka in mladostnika zelo pomembno vlogo. Ena od teh vlog je tudi ta, ne, da opažamo seveda vse večje razlike v socialno-ekonomskem položaju družin in tudi v načinu delovanja družin, kar v bistvu neupravičeno poglablja razlike v prehranjevanju odraščajočih otrok in sistem subvencionirane prehrane poskuša to nekako blažiti, tovrstne razlike, tudi zato ga je smiselno ohranjati in še dodatno krepiti. Otroci in mladostniki seveda v teh vzgojno-izobraževalnih procesih in tudi v varstvenih procesih preživijo vse večji del dneva in večino dni v tednu. In zato je še toliko bolj razveseljivo, a ne, da narašča število prijav na obroke, ki niso nujni, a ne, niso subvencionirani, niso obvezni. Tukaj mislim na zajtrk in pa na kosilo. In res se je izkazalo, ne, da starši so v
raziskavi manjši, ki je bila upravljena v okviru sheme šolskega sadja in zelenjave, kar povedali, no, da zdaj znajo ceniti, ne, to, da imajo otroci tudi kosilo ali pa tudi zajtrk v šoli, ker je to v bistvu pripravljanje obrokov vsakodnevno, je zahtevna obveznost. Po drugi strani, ne, pa starši želijo, da bi se nekako prehrana prilagodila njihovim otrokom individualno, ker pač opažajo vse več odkritih alergij in drugih s prehrano povezanih obolenj. Poleg tega se povečujejo tudi želje in pritiski po uvajanju drugačnih oblik prehranjevanja oziroma določenih diet, ki pa niso medicinsko utemeljene. Vsi se najbrž s tem srečujete in vsi se zavedate, da to dodatno obremenjuje sistem organizirane prehrane in zelo povečuje zahteve do osebja, ki že sicer niso majhne, in da se pač v to osebje poskuša prilagoditi tem željam, ampak skratka, oni v prvi vrsti morajo pač zagotavljati varne, uravnotežene, sestavljene obroke in ti morajo biti na voljo seveda tako za zdrave otroke, kot tudi tiste, ki imajo medicinsko indicirane diete. Pred časom je bila objavljena raziskava našega kolega Roka Poličnika, ki je v bistvu pregledal sestavo šolskih malic, in sicer energijsko in hranilno sestavo, se pravi v laboratoriju Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, so analizirali prinešene vzorce šolskih malic iz reprezentativnega vzorca šol v Sloveniji in določali njihovo energijsko vrednost in pa v bistvu sestavo glede ogljikovih hidratov, maščob, beljakovin in pa tudi, če se da, bolj podrobne analize, sploh kar se tiče različnih vrst maščob in pa soli. Rezultati so v bistvu pokazali, da naše šolske malice sicer na papir vse prenese, ampak v realnosti seveda, ker je toliko enih faktorjev, ki jih morajo pač organizatorji šolske prehrane upoštevati, nekoliko odstopajo od priporočil glede vrednosti energije, se pravi, so energijsko majčkeno bolj revni, imajo mogoče malo premalo ogljikovih hidratov in skupnih maščob. Kar nam ni všeč, je pa, da so presežene vrednosti soli in pa nasičenih maščob. Skratka, to je bila zelo, zelo dobrodošla raziskava, na podlagi katere bomo lahko v bistvu še, ki jo bomo pač predstavili tudi šolam in bomo pač na podlagi tega lahko tudi kakšne ukrepe izvedli ali pa se tega vsaj zavedali, Organizirana prehrana pa ni samo ponujanje pač uravnoteženih obrokov, ampak je tudi spodbujanje zdravih prehranskih navad v obdobju otroka in mladostnika, ker to je zelo pomembno, ker v bistvu vse te navade ali pa večino teh navad potem mladostnik nese s seboj v odraslo dobo. Zdaj vidimo, da se vloga družine v tem smislu zelo zmanjšuje, ker pač družine med tednom tudi ne kuhajo redno več, in pa seveda zelo veliki pritiski družbe, okolja, ki ni najbolj spodbudno za zdrave prehranske navade, to moramo vsekakor povedati. In zato imajo pač vsi varstveni in izobraževalni zavodi, nimajo samo ključno vlogo, da zagotavljajo hrano, ampak preko številnih dejavnosti, ki jih vsi vi najbrž dobro poznate, tudi pomembno vplivate na odnos do hrane pri otrocih in razvijate zavest o zdravi in pa tudi trajnostni prehrani. Kaj je to trajnostna prehrana, bomo zelo kmalu videli, ker že letos smo bili soočeni z eno večjo sušo, ki bo prinesla pomanjkanje hrane in s tem se bomo zelo hitro mogli soočiti in tudi o tem pač učiti otroke, kako kuhati, kako v bistvu varčno ravnati s hrano. Tukaj bi vam samo predstavila eno zelo simpatično publikacijo, priporočila za varno pripravo enostavnih jedi v igralnici vrtca, se pravi namenjen sicer vrtčevski populaciji, ampak se mi zdi, da bi tudi v osnovni šoli lahko našli kakšne recepte za pripravo enostavnih jedi, ker ta knjižica v bistvu vsebuje eno celo vrsto
receptov takih, ki so zelo izvedljivi, a ne, v šolskem ali pa vrtčevskem okolju. Zdaj pa prehranjevanje otrok in mladostnikov, kot jih vidimo mi, a ne, z našimi očmi, z očmi raziskovalcev, ki v bistvu pač vse te podatke, ki smo jih zbrali v okviru te študije, smo pogledali po dolgem in počez in kaj smo seveda videli. Videli smo, da se velik delež otrok, a ne, prehranjuje večinoma neredno, pogosto opuščajo zajtrk in izbirajo pretežno nezdravo in hranilno revno hrano. V njihovi prehrani je glede na priporočila premalo zelenjave, polnovrednih žit in rib, pogosto pa preveč energijsko bogatih in hranilno revnih, visoko predelanih živilskih izdelkov, ki se pač hitro kupijo, a ne, in tudi hitro pojedo, kjerkoli, in to v obliki nezdravih prigrizkov, sladkega peciva, mesnih izdelkov, mlečnih desertov in sladkanih pijač. Zdaj, tukaj moram povedati, a ne, da ne iščemo krivca, ker ga poznamo, in krivci prav gotovo niso sami mladostniki ali pa ne njihovi starši, a ne. Krivo je okolje, v katerem živimo, ki je v bistvu veliko bolj naklonjeno, a ne, tem visoko predelanim živilskim izdelkom. Ti so zelo lahko dostopni, tako cenovno kot tudi sicer, a ne, v trgovini so v bistvu na najbolj vidnih policah. In tudi čisto enostavno jih je pojesti kjerkoli, na ulici, v parku. In zato v bistvu so okolja taka, da nas praktično silijo v tak način prehranjevanja, in tukaj v bistvu je mesto, kjer moramo vsi skupaj ukrepati, a ne. Prav pa je, da se zavedamo in da smo tudi v bistvu kvantitativno pregledali, premerili, da v bistvu prehrana naših otrok in mladostnikov ni zadovoljiva, ne. Tudi če imamo recimo v šolskem okolju, a ne, se tako trudimo, da bi jim dajali zdrave obroke, a ne, se potem v bistvu zaradi teh neugodnih okolij, v katerih se otroci gibajo, lahko večino teh res prizadevanj za zdravo prehranjevanje poruši. Se pravi, moramo skupaj delovati tudi potem v popoldanskem času. Kam to vodi, a ne? Za družbo je to sigurno zelo pogubno, ker ob sočasni prenizki telesni dejavnosti to predstavlja resno tveganje, prvič za razvoj presnovnih motenj, ki se potem rezultirajo že v mladostniški dobi ali pa potem kasneje v odrasli dobi s številnimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, med katerimi seveda najbolj vidna, a ne, debelost. Manj vidne so pa na primer tudi sladkorne bolezni tipa 2, ne, to v bistvu ne vidiš kar na daleč, a ne, da nekdo ima to presnovno motnjo, in pa seveda tudi vse druge oblike kroničnih bolezni. Debelost, podobno kot v ostalih evropskih državah, tudi v Sloveniji narašča, ne glede na to, da smo bili zelo ponosni na to, da se nam trend debelosti pri otrocih po letu 2011 zmanjšuje, ali pa nekoliko bi rekli umirja, pa podatki v zadnjem koronskem času sploh niso zadovoljivi, skoraj bi lahko rekli, da so jih kolegi iz Fakultete za šport predstavili kot alarmantne, a ne, kako močno se je znižala telesna zmogljivost in pa tudi debelost otrok povečala. Številke ne lažejo in v zadnjih, če pogledamo daljše obdobje, a ne, v zadnjih 25 letih se je delež debelosti pri fantih in pri dekletih praktično podvojil, a ne, še večji od podvojil. Pri fantih v starosti od 7 do 18 let se je ta delež povečal s 5,5 na 12,7% in pri dekletih s 3,3 na 7,9%. Tudi v naši raziskavi SI-MENI smo naše preiskovance stehtali, potem njihovo telesno maso s pomočjo telesne višine pretvorili v indeks telesne mase, ki smo ga potem razdelili na tiste, ki imajo prenizko telesno maso, pričakovano telesno maso, čezmerno telesno maso in tiste, pri katerih je že zaznana debelost. In tukaj vam prikazujem graf z 3 populacijskimi skupinami, ker bi samo rada povedala, da ni to problem mladostnikov, predvsem je to problem starejših odraslih. Vidite, da v bistvu nad 30% starejših odraslih v Sloveniji debelih, in da je v bistvu
problem debelosti bolj značilen za ženske v fazi starejših odraslih. Medtem ko pri mladostnikih, vidimo, da v bistvu imamo več čezmerno telesno, več deklet s čezmerno telesno maso v primerjavi s fanti, ampak po drugi strani pa več fantov, pri katerih bi lahko že opredelili debelost v primerjavi z dekleti. Imamo tudi en določen delež otrok s prenizko telesno maso, ta delež je višji od vseh populacijskih skupin. Tudi ta problem je treba nasloviti, in upamo, da v bistvu tudi slabši socialno-ekonomski položaj ne bo vplival na ta delež otrok s prenizko telesno maso. Ker govorimo o podhranjenih otrocih, in to ne samo tistih, ki so ekstremno suhi, ampak tudi tisti, ki so ekstremno debeli. To vsi so podhranjeni otroci, ker tudi debeli otroci sicer niso energijsko, so pa hranilno podhranjeni. Praviloma imajo, v bistvu je njihova preskrba s hranili izrazito slaba. Na primer, eden od primerov je tudi vitamin D, vitamin D pri ljudeh, ki imajo pač debelost, je preskrba z vitaminom D še toliko slabša, in bi morali pravzaprav nadomeščati z višjimi odmerki vitamina D, kot pa na primer normalno hranjeni otroci. Vsi ti podhranjeni, se pravi zelo suhi ali pa zelo debeli, lahko zaradi sočasno nezadostne telesne dejavnosti in posledično nerazvite funkcionalne mišične mase razvijajo še dodatno ogroženost, ki, kot sem rekla, se lahko tako, kar se tiče telesne mase, vidi na zunaj, ampak znotraj se dogajajo različni vnetni in presnovni procesi, ki vodijo v kronične bolezni v odrasli dobi. Tekočine, spet nas zanimajo tekočine, tako kot sem vam prej rekla, da so pač tekočine tiste, za katere menimo, da so prva vstopna točka za sladkor, zato pomembno spremljamo tudi vnos tekočin pri naših otrocih in mladostnikih in jih primerjamo glede na priporočila. Večkrat poudarjamo, da je edina najbolj primerna tekočina za žejo voda. Navadna pitna voda iz pipe in kako dragocena je, smo videli tudi to poletje, in da imamo še določene priporočene zamenjave, na primer vode s svežim sadjem ali zelišči, potem tudi sok s 100% sadnim deležem ali sveže stisnjen sok, ki je potem razredčen z vodo v razmerju vsaj 1:1, in pa razni sadni oziroma zeliščni čaji, neslajeni seveda. V naši raziskavi smo ugotovili, da 90% mladostnikov dnevno uživa vodo in da jo v povprečju zaužijejo tam približno slab liter, fantje več v primerjavi z dekleti, kar je pričakovano, in tudi ker pač zaužijejo tudi sicer fantje več hrane v tem obdobju kot pa dekleta. Zelenjava in sadje, to je v bistvu potem, če gledamo nekako prehransko piramido, potem druga najbolj pomembna kategorija, in vedno smo bolj poznali besedno zvezo sadje in zelenjava, zdaj jo obračamo in govorimo o zelenjavi in sadju, ker je zelenjava bolj pomembna v primerjavi s sadjem, ker sadje je kljub vsemu sploh nabor sadja, kot ga uživajo naši otroci in mladostniki, kjer je na prvem mestu seveda so banane, je v bistvu za uravnotežen obrok bistveno bolj pomembna zelenjava. Oba kategoriji sta pomemben vir vitaminov, mineralov, vlaknin in številnih zdravju koristnih snovi. Na dan naj bi jih zaužili vsaj 5 porcij, se pravi ob vsakem obroku neke zelenjave ali sadja. Količinsko naj bi to pomenilo od 400 do 650 gramov, odvisno od naših energijskih potreb, pri čemer pa naj bo več zelenjave kot pa sadja. Zdaj, raziskave so pokazale, da imamo tukaj še veliko odprtega prostora, ker vsak dan zelenjavo uživa samo približno 30% mladostnikov in povprečna količina je zelo nizka, 76 gramov. Sadje vsak dan uživa skoraj polovica mladostnikov,
in povprečna zaužita količina je 188 gramov, ampak če pogledamo, če združimo, in sadje in zelenjavo, če pogledamo povprečje, smo še vedno precej pod priporočenimi vnosi. Skratka, tukaj se da še zelo veliko narediti in recimo poznate shemo šolskega sadja in zelenjave, se pravi, poskušamo čim bolj približati zelenjavo in sadje pri otrocih. Druga zelo pomembna kategorija so žita in žitni izdelki, Žita so v bistvu temelj naše prehrane, so pomemben vir naše energije, brez žit ne moremo živeti, vir ogljikovih hidratov, prehranskih vlaknin, pa tudi vsebnost beljakovin ni zanemarljiva, se pravi, bi jo lahko žita čisto uspešno bi nadomestila tudi kakšen obrok mesa. Priporoča pa se predvsem uživanje polnovrednih žit. Ne čisto samo polnovredna žita, ampak predvsem. Zakaj? Zato, ker vsebujejo v primerjavi z zluščenimi žiti več prehranskih vlaknin, vitaminov in mineralov, zaužijemo jih tudi potem bistveno manj, smo prej siti. Skratka, tudi se nam zdi predelava žit in žitnih izdelkov v rafinirane izdelke v bistvu neka potrata energije, ki jo človeštvo ne potrebuje. Zato je v bistvu trend uživanja polnovrednih žit svetovno prisoten. In tukaj vam predstavljam en projekt Whole EU Grain in ravno včerajšnji dan je bil na kmetijskem sejmu Agra namenjen temu, da so proizvajalci živilska podjetja v Sloveniji, ki proizvajajo žitne izdelke, se zavezale, da bodo na trg dale še več izdelkov s polnovrednimi žiti, se pravi, da bomo potrošniki imeli na izbiro še več takih izdelkov in bomo lažje v bistvu izbirali uživanje polnovrednih žit. Mladostniki dnevno zaužijejo 258 gramov iz te kategorije, se pravi, tukaj spada kruh, žita, žitni izdelki in med žitnimi izdelki so pri mladostnikih najbolj pogosto na krožnikih seveda testenine, so najbolj okusne, najhitrejše se jih pripravi in največ jih lahko poješ naenkrat. Pričakovano, bi rekli. Seveda, takoj, ko govorimo o ogljikovih hidratih, ne moremo mimo sladkorja. Sladkor je zdaj v bistvu res na črni listi, sploh pri otrocih in mladostnikih. In količino sladkorja je, v bistvu zdaj so številne študije pokazale, da je koristno omejevanje sladkorja, saj prekomerno uživanje sladkorja povzroča najrazličnejša tveganja za zdravje. Seveda spet, kot smo rekli, najbolj vidna je prekomerna telesna masa, debelost. Manj vidna je že sladkorna bolezen, vidna spet je pa zobna gniloba, ki tudi ni nezanemarljiva. Zakaj je sladkor v bistvu nek tak problem? Zato, ker ga vsebujejo številna živila in to kar v velikih količinah in se tega ne zavedamo. In prav tako je sladkor prisoten v nekaterih živilih, kjer ga sploh ne bi pričakovali. Zelo veliko, ga vsebujejo brezalkoholne pijače, to je v bistvu, kot da bi dejansko direktno rečemo, direktno v žilo, In vsebujejo ga tudi žita za zajtrk, čeprav se nekako tako oglašujejo kot ena taka hitra priprava zajtrka, zdrava, in sploh čudovita, ampak žita za zajtrk so kar dober vir sladkorja in pa različne sladkarije, kar je pričakovano in ki naj bi bile na jedilniku naših otrok zelo redko, Če govorimo o omejevanju uživanja živil z dodanim sladkorjem, potem ne moremo mimo označevanja živil, se pravi, kje lahko vidimo, koliko sladkorja je dodanega, To seveda vidimo preko obveznega označevanja živil, to je zakonsko urejeno, proizvajalci morajo na točno določen način označevati svoj izdelek, in vsebnost sladkorja najdemo v tako imenovani tabeli hranilnih vrednosti, ki je v bistvu standardizirana, vsi proizvajalci morajo povedati, kakšna energijska vrednost je pritiče njihovemu izdelku, in to na 100 gramov izdelka, zato da lahko potem primerjamo posamezne izdelke med seboj. Koliko ta izdelek vsebuje maščob, koliko od tega so nasičene maščobe, ki so manj zaželene, v prehrani, potem kakšna je vsebnost ogljikovih hidratov in kakšna je od tega vsebnost sladkorjev. Tukaj ne razlikujemo med dodanimi in naravno prisotnimi sladkorji sicer, tako da na primer imate v sadnem jogurtu
vključene v to kategorijo sladkorji tisti, ki so naravno prisotni, se pravi v obliki laktoze, hkrati pa tudi sladkorji, ki so na primer dodani z sadno mešanico, ki daje okus in v bistvu aromo tem izdelkom. Potem prehranske vlaknine, beljakovine in pa sol. Sol je tudi taka pomembno hranilo, ki ga želimo omejevati v prehrani. In seveda si želimo, da bi, če že proizvajalci delajo ta živila, zakaj potem delajo tako sladka, da bi se ti izdelki preoblikovali, in že v take, ki imajo manj sladkorja, manj soli, manj maščob nasečenih. In to preoblikovanje živil v Sloveniji že teče od leta 2015, ko je Gospodarska zbornica Slovenije s proizvajalci brezalkoholnih pijač podpisala prve zaveze odgovornosti, s katerimi so se zavezali, da bomo imeli neke samoregulativne ukrepe in cilje, da bojo zmanjšali na primer vsebnost sladkorja v brezalkoholnih pijačah. Zdaj, seveda so to njihovi cilji, ki jih moramo pa mi kot neodvisne inštitucije spremljati in jim na vsake toliko časa povedati, ja, na dobri poti ste ali pa, no, tukaj bi želeli, da bi šli mogoče malo hitreje. Glavni cilji programa so, da se razširi ponudba živilskih izdelkov, ki so manj ugodni, in pa da se poveča delež izdelkov, ki imajo bolj ugodno hranilno sestavo. Kot sem že rekla, je pa v bistvu okolje, v kateri smo, so zelo kompleksna, in danes dejansko živimo v debelilnih okoljih, izpostavljeni številnim možnostim, da je naš energijski vnos previsok in da je tudi telesna dejavnost prenizka, saj v bistvu imamo premalo možnosti za telesno dejavnost in preveč možnosti za hiter vnos živil z visoko energijsko vrednostjo. Agresivno trženje nezdrave hrane otrokom in mladostnikom najbrž vsi vi dobro poznate in se tudi strinjate s tem, da je zelo prisotno in dobiva vedno nove obraze, Kljub temu, da jih mogoče iz TV ekranov nekako umaknemo, jih pa potem dobimo, nazaj preko raznih računalniških igric in podobno. Skratka, vedno novi obrazi pritiska na otroke in potem, ko otrok enkrat v mladostni dobi razvije prekomerno telesno maso ali debelost, se potem začnejo pa novi pritiski, kako to znižati seveda spet z nekimi izdelki, da ne rečem prehranskimi dopolnili. Sladka živila, ki naj bi bila na v bistvu jedilniku zelo redko, se vsak dan znajdejo na jedilniku približno desetine mladostnikov, slani prigrizki pa v 4,4%. Se pravi, slanih prigrizkov se zaužije nekoliko manj kot pa sladkih. Med sladkimi živili seveda prevladujejo sladke pijače, ki jih 10% mladostnikov uživa skoraj vsak dan, zelo pogosto, kar je čisto neprimerno. Potem je ena kategorija, ki mogoče postaja malo zapostavljena, so mleko in mlečni izdelki, ki so zelo zdravju koristni, ampak seveda taki navadni, navadno mleko in navadni mlečni izdelki. Veliko več se posega po raznih mlečnih desertih, aromatiziranih, sladkanih in tako naprej. Ne glede na to, da je priporočilo, da bi morali uživati mleko vsak dan, mladostniki in otroci, ga vsak dan uživa manj kot 40% mladostnikov, navadne izdelke iz jogurta, kislo mleko pa samo 10% mladostnikov. Naj pa bi bili mleko in mlečni izdelki v našo prehrano vključeni vsak dan kot samostojen obrok ali pa kot recimo del sestavljenega obroka. O mesu in mesnih izdelkih bomo rekli to, da je priporočilo 2 do 3-krat tedensko. Belo meso uživa približno 50% mladostnikov, na tak način rdeče meso pa približno 40%. Nepriporočljivo, da bi vsak dan uživali mesne izdelke, takih je spet približno 10% mladostnikov in vsekakor smo z mesom in mesnimi izdelki prebivalci Slovenije čezmerno preskrbljeni, tako da bi v bistvu bilo na mestu zmanjšati in količino in pogostost mesa in mes, predvsem pa mesnih izdelkov. Ribe so seveda na naših jedilnikih
bolj redko, največ v kakšni konzervirani obliki, a ne pri mladostnikih in otrocih, se veste, konzervirane tune. Spet seveda nismo krivi čisto sami, a ne, dostopnost svežih ali zamrznenih kakovostnih rib je v Sloveniji relativno slaba. Bolj dostopna je recimo v urbanih področjih kot v manj urbanih področjih. In skratka, ribe bi si želela, ne, in tudi nacionalni program prehrane in telesne dejavnosti jih izpostavlja kot tisto kategorijo, ki jo moramo v prihodnosti še bolj promovirati in bolj pogosto vključevati na naš jedilnik. Zdaj, sem že povedala, ne, kakšni so pritiski na organizirano prehrano v šolah glede alergij in intoleranc. V bistvu smo z našo raziskavo ugotovili, da ima približno 10% mladostnikov alergijo ali intoleranco na določene sestavine v hrani, in da v bistvu je da gre za v bistvu tako alergijo ali pa intoleranco, ki je prepoznana s strani zdravnika, ne, samo 10%. Ne, občutek imamo včasih, kot da je v bistvu večina populacije ima neke težave. S hrano pač imamo več različnih odzivov, a ne. Imamo lahko alergični odziv, se pravi odziv imunskega sistema s protitelesi, ki je marljiv, tudi s temi kožnimi testi se to dokazuje in podobno. Potem imamo intoleranco, kar pomeni, ali preobčutljivost, to so včasih sta tudi sinonima, no. Tukaj gre za to, da slabo prenašamo določeno snov, a ne, ali pa slabo presnavljamo, imamo zaradi tega določene težave, nimamo pa tega odziva imunskega sistema, a ne. Tipičen primer je laktozna intoleranca, a ne, kjer ljudje težko presnavljajo mlečni sladkor laktozo, ker jim pač encim laktaza bodisi slabo, bodisi že več ne deluje. In pa preobčutljivost, kjer se običajno pridružijo tudi kakšni klinični znaki, a ne, poleg odziva imunskega sistema, to je pa najbolj taka preobčutljivost na gluten. Mladostniki in odrasli so v Sloveniji najbolj pogosto poročali o intoleranci na laktozo in pa o preobčutljivosti na gluten. Se mi zdi, da je bilo tisto leto 2017-18, ko je trajala naša raziskava, da je takrat to bilo kar zelo moderno, no, da so bili ljudje preobčutljivi na gluten. Sledijo pa običajne alergije jajca, mleko, arašidi, ribe in tako naprej. Kar se tiče dietnega prehranjevanja, ne, je potem skupina otrok in mladostnikov tista, ki to še posebej prakticira, zaradi tega, ker so zelo močni pritiski, a ne, z vseh strani na njih, kar pa seveda lahko privede tudi do razvoja motenj hranjenja, a ne. Nekaj eksperimentiranja s prehrano je seveda čisto normalno in vsi to počnejo mladostniki, a ne, ampak ker gre lahko tudi za kakšne duševne težave, a ne, seveda to moramo tudi na neki način spremljati. Vidimo pa, da dieto, ki bi bila predpisana s strani zdravnika, ima manj kot 1% mladostnikov, ne, tako da večina teh diet, takih in drugačnih, je v bistvu iz nekega eksperimentiranja s prehrano, a ne. In smo prišli do tveganih vedenj, a ne, kjer so v bistvu zelo izpostavljene energijske pijače. Pojavile so se pred dobrima 2 desetletjema, a ne, to so v bistvu čisto umetno skonstruirano živilo, ki sploh ne vem, če bi lahko spadalo nekako med živila, a ne. In poimenujemo jih energijske pijače, ker dajejo neko energijo, tako motivacijsko, a ne, ne v tem energijskem smislu. In zaskrbljujoče, a ne, so po energijskih pijačah še posebej posegajo mladostniki. Kar 42% mladostnikov in mladostnic uživa energijske pijače in predvsem je številka zaskrbljujoča pri fantih, a ne, vsak drugi mladostnik v bistvu jih poroča, da pač energijske pijače uživa, čeprav sploh niso namenjene tej populacijski skupini in jih mi pravzaprav zelo odsvetujemo. Ker energijske pijače imajo kar nekaj škodljivih učinkov, ki jih pripisujemo bodisi sladkorju, bodisi kofeinu, bodisi njuni
kombinaciji in pa tudi še drugim snovem. Taurin, delta-glukorono-lakton, na primer, sta dve snovi, ki sta res prisotni tudi v drugih živilih, tudi v našem telesu, ampak nikoli v takih koncentracijah kot v tej umetni tvorbi, v tej pijači, a ne. Kofein seveda ima takoj neposreden vpliv na srčno mišico, pospeši srčni utrip, dvigne krvni tlak, poveča se, ker je v bistvu kofein psihoaktivna snov, a ne, se lahko poveča živčnost, nervoza, poveča se sicer tudi pozornost in zmanjša zaspanost, ampak lahko hkrati vodi v te nevrotična stanja. Lahko kofein je tudi blagi diuretik, mislijo recimo mladi, da z uživanjem energijskih pijač, da si tešijo žejo, v bistvu se pa še dodatno dehidrirajo, kar vodi v glavobol, v različne želodčne težave in pa to so vse taki akutni učinki, ki jih mladostniki pri sebi takoj opazijo, a ne, pa potem morda prenehajo s pitjem, a ne, ampak če to delajo, pač, če to redno uživajo, si zelo porušijo vzorce spanja in se potem te težave s spanjem tudi kar nadaljujejo v odraslo dobo. Ker gre nekako z roko v roki, a ne, šport in energijske pijače, to je zgodba o uspehu, na tak način se tudi energijske pijače promovirajo. Pogosto so jim dodani še nekateri vitamini, minerali, da bi še bolj dajali vtis neke športne pijače, kar to seveda sploh ni, ker med sestavinami ne najdemo niti ene, ki bi bila v taki obliki koristna za zdravje otrok in mladostnikov. Problematično je dostopnost, to večkrat opozarjamo tudi Ministrstvo za zdravje, a ne, da lahko otroci kar sami po sebi v katerikoli starosti kupijo energijsko pijačo. In še posebej je v bistvu uživanje energijskih pijač tvegano v mešanju z alkoholnimi pijačami in to ima lahko tudi usodne posledice, ki se končajo na centru za zastrupitve, a ne, upamo, da ne še kaj drugega, a ne, tako kot na Hrvaškem. Skratka, energijska pijača, bi rekli, je nekako prva stopnja, a ne, in se potem nadaljuje pa z alkoholom. Alkohol je z tega prehranskega našega stališča v bistvu nepotreben vir energije in kar precejšen vir energije, a ne. Recimo ena steklenica piva je, rečemo, kot da bi pojedel ene 2 žemlji iz belega kruha, a ne. Seveda, spet bomo rekli, živimo v družbi, ki je zelo tolerantna do alkohola in da si v bistvu bolj stigmatiziran, če alkohola ne piješ, kot če ga piješ. In pač naše raziskave, s katerimi redno spremljamo uživanje alkohola pri mladostnikih, sicer kažejo na ugoden trend, a ne, znižuje se odstotek mladostnikov, ki so bili vpiti, zdaj ne vem, če je to tako zelo ugoden trend, a ne, to je že tako taka skrajnost, no, ampak dejansko, no, se pač delež teh otrok zmanjšuje. Verjetno se pa pridružuje tudi uživanje drugih substanc, a ne, ki malo zamenjuje alkohol, o čemer pa ne bi tukaj govorili, alkohol kljub vsemu še delno prispevamo k prehrani, zato sem ga vključila tukaj med tvegana vedenja. Jaz se zahvaljujem za vašo pozornost, jaz upam, da ste slišali kaj koristnega. V primeru vprašanj se lahko obrnete na organizatorje tega izobraževanja ali pa tudi lahko kar neposredno na mene. Upam, da spremljate tudi naše spletne strani in si tudi kakšno publikacijo prenesete in vam je v pomoč pri vašem delu, tako da najlepša hvala.